pozdravljeni. V Novi Sloveniji vidimo, da je naš pritisk tudi s sklicem današnje nujne seje obeh odborov, odbora za okolje in prostor in seveda tudi odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zalegel. Seznanjena sem, da je danes bil sprejet na vladi interventni zakon, ki določa odstrel zveri, ki dejansko upadajo na kmetije in morijo domačo živino. Govorimo o interventnem zakonu, s katerim je določeno, da bo izvzeto iz okolja 11 volkov in pa približno 200 medvedov, 175 z odstrelom in pa 25 pravijo na ministrstvu, da jih povozi vlak ali osebni avtomobil ali kakršni drugi nesreči. V Novi Sloveniji vidimo seveda danes še večji smisel sklica naše nujne seje, predvsem v tem, da se z deležniki vendarle dogovorimo, kakšne bojo v prihodnosti pristojnosti upravljanja z zvermi. V Novi Sloveniji predlagamo, da bi zveri šle pod upravljanje Ministrstva za kmetijstvo oziroma pod Zavod za gozdove, kjer imajo dobre strokovnjake, ki že sedaj so praktično vpeti v življenje gozdov, habitatov v gozdovih in seveda tudi kmetij in je to neka taka najbolj normalna povezava. Tudi oni pobirajo DNK in sledijo medvedom, volkovom, imajo že sedaj to pristojnost. Drugo se mi zdi, da je potrebno na današnji seji dogovoriti, kakšne so tiste pravične odškodnine za vse nastale škode zaradi volkov v zadnjem mesecu. Mislim, da v zadnjem mesecu je bilo teh res veliko in številčno. In seveda tudi, kar se tiče samega nadaljnega upravljanja z zvermi v prihodnje. Zelo pomembno je in kmetje želijo slišati, kako in kaj bo ukrepi, ki bojo delovali dolgoročno. Jaz si želim na današnji seji in pričakujem, tudi sama bom v to smer razpravljala, da vendarle zaščitimo podeželje, zaščitimo slovenskega kmeta in da zaščitimo tudi naše otroke, ki živijo na podeželju. Ja, en lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu Kmečke zveze pri Novi Sloveniji. Kmetje in lastniki gozdovi imamo Ministrstvo za okolje in prostor in zveri čez glavo. Prišli smo do vrelišča. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici smo sprejeli sklep, da začnemo z postopki za javni protest, kjer bomo zahtevali zmanjšanje zveri, seveda predvsem volkov in rjavega medveda, na vzdržno raven. Kaj pomeni vzdržna raven? To je predvsem pred letom 1990. Zdaj pa, kaj to pomeni številčno? Lahko pomeni 300-400 medvedov, pa mogoče trop ali dva volkov, ali pa kakšen več ali kakšen manj. Ampak predvsem v teh številkah se bomo pogovarjali in na tem bomo vztrajali. Ne glede na to, če se bo sprejel interventni zakon, veste, za nas, mi smo prišli tako daleč, da Ministrstvo za okolje ne verjamemo več. In dokler se ne bo številčnost zveri zmanjšala, takrat bomo šele verjeli in zaupali in ministru in kompletni tisti, kako bi rekel, niti ne znam reči, uradnikem, ki se jim ne splača reči uradniki, saj iz strani nas kmetov in lastnikov, ki nas nikakor ne slišijo, ne poslušajo, ampak poslušajo in vidijo samo nekoga drugega. To so pa tisti nevladniki, ki so mastno plačani iz proračuna. Glejte, zahtevali bomo, da se postopki skrajšajo. Postopki za ugotavljanje, ali je bila zver, ali bil volk, ali bil medved, ali ne. Potem zahtevali bomo, da se izplačila za ugotavljanje škod skrajša na 30 dni, ne na eno leto ali več. In predvsem kmetje bomo zahtevali ne samo materialno škodo, ampak zahtevali bomo odškodnine za psihične in duševne bolečine. A veste, o tem niti ne razpravljamo. Ko smo bili na razpravi, javni razgrnitvi ali razpravi Zakona o ohranjanju narave, ki ga tudi predstavlja in daje v obravnavo Ministrstvo za okolje,
so nenehno nam, lastnikom in kmetom, govorili, ja, sej, če pa drugačne nas boste pa tožili, ne? Boste pa pravne stvari. Veste, tako daleč so nas pripeljali, da bomo resnično zahtevali pravne stvari tudi za psihične in duševne bolečine. Res se pa vprašam z vsem spoštovanjem do vseh uradnikov, ki v teh dneh prejemajo plačo in tudi regres, predlagam, da vsi uradniki na Ministrstvu za okolje vrnejo regres, ker vsi kmetje in lastniki zaradi zveri imamo zelo, zelo znatni prihodek, kaj šele, da bi se pogovarjali o regresu. Hvala lepa.